Dobro kurte tukaj v Ljubljani, moram reči. Spoštovani kolegice in kolegi, gospe in gospodje, zbrali smo se danes z dolnim namenom. Obhajamo 25. rojstni dan slovenske državnosti. In to je naš prvi namen, zaradi katerega smo se danes zbrali. Slovenska demokratska stranka je pravzaprav nastajala sočasno z nastajanjem slovenske države. Naš takratni predsednik stranke, dr. Jože Pučnik, je postal tudi predsednik vodja koalicije Demos, koalicije, ki je pravzaprav to hotenje ljudi po samostojni državi zapisala v svoj politični pa tudi predvolilni program, dobila za to podporo in ta program kasneje tudi uresničila. Uresničila za širšo podporo, predvsem s pomočjo zgodovinskega rezultata na plebiscitu, ker je slovenski narod po mnogih stoletjih nastopil enotno. In uresničila kljub temu, da je bila slovenska politika takrat razklana tako, kot je danes. So bili trenutki, ko je kazalo, da temu ni tako, ampak smo bili takoj zatem ponovno razočarani. Ključne odločitve, brez katerih Slovenije danes ne bi bilo, smo takrat na skupnih sejah vseh treh zborov skupščine sprejeli z enim, z dvema, s tremi glasovi Demosove večine. To danes gleda kot najhujša državna skrivnost, ker o tem nihče noče govoriti. Večina ljudi v Sloveniji ima danes vtis, da je bila ta enotnost, ki se je izkazala na plebiscitu, tudi enotnost, ki se je izkazovala pri glasovanjih. Bili bi zelo veseli, če je bilo temu res tako, ampak temu ni bilo tako. In iz tiste razklanosti takrat v slovenski politiki izvirajo mnogi problemi, ki jih čutimo še danes. Zaradi tega je to tudi ob takšnih priložnostih sploh treba omenjati. Kljub temu teh zgodovinskih dejstev, tega svetega časa, ki smo ga Slovenci izkoristili za to, da smo dobili svojo državo, tega ni možno zanikati. To ni možno zanikati, kljub temu, da se je to dolga leta, lahko bi rekel desetletja, poskušalo vloge dr. Jožeta Pučnika pri tem. Prejšnji teden je bil v Lenartu recimo odkrit ali pa poimenovan mestni park po dr. Jožetu Pučniku. Včeraj sem bil na proslavi, podobni proslavi v Grosupljem, kjer je župan povedal, da je njihova komisija za poimenovanje ulic glavno vpadnico, novo vpadnico v Grosuplje poimenovala po dr. Jožetu Pučniku. Zdaj v prvem mandatu, ko smo vodili vlado, smo uspeli uresničiti našo davno obljubo in smo največje letališče v Sloveniji poimenovali tudi po dr. Jožetu Pučniku in danes vsak, ki pride po tej poti v Slovenijo, vidi njegovo ime na tem letališču. Takrat so nekateri temu nasprotovali. Mladi forum socialnih demokratov je zbral 5000 podpisov, da se to poimenovanje ukine, ampak niso uspeli. Danes je predsednik stranke, ki je takrat zbirala te podpise, predsednik države, in on je bil govornik na odkritju obeležja v mestnem parku v Lenartu, ki so ga poimenovali po dr. Jožetu Pučniku, in temu lahko rečemo zgolj napredek. V nekaj letih se je, bom rekel, očitno marsikaj obrnilo in izpod plev propagande in vsega tega, kar so nametali na njegovo ime, vstaja resnica o njegovem prispevku in mislim, da je danes vsem tistih, ki nasprotujejo temu, da dr. Jože Pučnik nosi naziv oče slovenske državnosti.
No, ampak jaz mislim, da tisto, kar so zmogli v Lenartu po Grosupljem, pa že prej v Slovenski Bistrici, kjer so šolo poimenovali po dr. Jožetu Pučniku, slej ko prej zmoremo tudi v Ljubljani. V Ljubljani obstaja nek trg, ki se je včasih imenoval Trg revolucije. Ni ravno lep, ampak kljub temu je zgodovinski zaradi tega. Danes se imenuje Trg republike in je zgodovinski zaradi tega, ker je bila samostojna Slovenija pred 25 leti razglašena prav tam in tam smo prvič na drog dvignili novo slovensko zastavo. Zaradi tega je to zgodovinsko mesto. Z tega mesta je sicer vaš župan odstranil osamosvojitveno lipo in je zdaj tam nekje zasajena pri grobnici tako imenovanih narodnih herojev in tam bolj hira. Pravi, mislim, da bo treba to lipo vrniti nazaj. Da bo treba to lipo vrniti nazaj in slej ko prej bo potrebno upoštevati tudi verze pesnice in igralke Mile Kačič, ki je nekoč zapisala, da ji ime Trg republike ni všeč, kajti republike je rekla se kri drži. Te besede se kri drži. Torej, imamo predlog za novo poimenovanje tega zgodovinskega trga, Trg dr. Jožeta Pučnika. Ni toliko pomembno, koliko časa bo preteklo do takrat, ko bo to možno narediti. Pomembno je, da vztrajamo toliko časa, kolikor bo treba. In to bomo storili. Slovenska demokratska stranka ima svoje korenine v tistem svetem času, ko se je oblikovalo vrednostno središče slovenskega naroda, ko je bil slovenski narod enoten v svojem hotenju, da gre ven iz tiste Jugoslavije, da zaživi novo življenje in da postane dejansko gospodar na svoji zemlji. Da je prvi cilj bil dosežen, o tem, koliko pa smo kot narod gospodar na svoji zemlji, pa se seveda lahko kar nekaj časa debatiramo. Dejstvo je, da veliko tega, kar je bilo takrat v željah in hotenju ljudi, danes še ni uresničeno. Tudi marsikaj od tega, kar bi lahko bilo. So bile objektivne možnosti, pa se to ni storilo. Temu pravimo zamujene priložnosti in teh je kar veliko. Slovenija je veliko dosegla v teh 25 letih, bili so vmes tudi zelo zvezni trenutki. Žal pa se je v nahrbtniku teh izgubljenih priložnosti nabralo tudi veliko tega, kar bo treba šele storiti v prihodnje in kar danes močno kot uteži na nogah zavira našo hitrejšo pot naprej. Predvsem pa tisto, kar bi v tem trenutku najbolj potrebovali, neko večjo povezanost, enotnost, občutek, da je Slovenija dejansko domovina vsem, ne pa samo nekaterim, da smo vsi v tej domovini prvorazredni, ne pa da se še vedno delimo na prvo- in drugorazredne in tiste, ki se jih sploh ne opazi. Nismo se zbrali danes zato, da govorimo o teh vzrokih, ampak eden od zelo vidnih vzrokov za takšno stanje je dejstvo, da so Slovenijo 25 let večino časa, če se štejemo vse funkcije, na katerih se odloča, in veliko teh do volivcev sploh ne pride, se pravi, se ljudje postavljajo drugače. Na večini teh funkcij v tem času so bili ljudje, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. Ali so celo glasovali proti njej, ki so ji nasprotovali tako in drugače. Časopisje tistih dni je polno teh izjav, ki jih danes pravzaprav,
če jim danes to pokažeš, pravijo skoraj, da je to sovražni govor, ne? Čeprav je to njihov govor iz tistega časa. Je kot da je bilo prepovedano o teh stvareh govoriti. To pa zaradi tega, ker vsaj navzven se za državo, ki je nastala na osnovi nekih vrednot, ne da odkrito upravljati nasprotju s temi vrednotami. Ne? Zato se to počne več ali manj zakrito. Tako da imamo neke proslave in slovesnosti, ki so iz nuje, formalne. Ne vem, poglejte samo značko, ne, uradno značko 25. obletnice slovenske državnosti. Ko na hitro pogledaš, je to znako F, ne? Ali pa protiimperialistične fronte celo. Ne? Plakat, s katerim se vabi na dan državnosti. Če bi to plakat za vabilo na poletni festival, bi rekli, ok, ne, okusi so različni. Ampak če mi kdo na tem plakatu najde kaj slovenskega, ne, mu plačam kosilo in večerjo. Stvar je popolnoma, rekel, v stilu tega, kar smo tudi v preteklih letih žal prevečkrat gledali na teh slovesnostih. Nekaj, kar je pač treba narediti, ker je to, rekel, za državo zapovedan praznik, nekega veselja nad tem, kaj se dejansko proslavlja, pa seveda tisti, ki so bili takrat proti, ne izražajo, in ko imajo te vzvode v rokah, se to tudi na zunaj vidi. Ampak kljub temu se danes, v teh dneh v Sloveniji vrsti ne na desetine, ampak na stotine prireditev, ne, ker se zbirajo ljudje, ki smo veseli tega rojstnega dne, ker se zbiramo tisti, ki se zbiramo iz veselja, iz radosti, in ti dnevi so veseli. Ne. Zame so to veseli dnevi. Če smo bili recimo v Poljanah, je bila ena taka, rekli so lokalna krajevna proslava, bilo je zelo veliko ljudi, ne, moram reči, blizu temu, kar se bo najbolj zbralo na državni proslavi. Tam smo se zbrali pod lipo, ki so jo zasadili pred 25 leti, in lahko, oziroma rečem vam, da je to že skoraj mogočno košato drevo, ki zelo lepo uspe v Poljanah. Približno 3-krat više je kot ta v Ljubljani. Ne? Ta lipa, ki je bila, ker v Ljubljani bila presajena in so jo pač dal nekam, ker ji očitno okolje ne ustreza. Skratka, tega veselja je polno in mislim, da prav je tako, in to kaže na to, da Slovenci nismo pozabili na tiste vrednote, ki so nas prevevale pred 25 leti, ko smo za slovensko državo glasovali, ko smo jo gradili in ko smo jo branili. Hvala vsem, ki ste pri tem kakorkoli sodelovali. To je naš skupen dosežek in tega se lahko skupaj veselimo. Mogoče na začetku sem omenil koalicijo Demos. Mogoče nekaj besed o tem, kajti že dolgo let, pa tudi v teh zadnjih dneh poslušamo besede, kako je duh Demosa mrtev, kako je pomlad mrtva, kako te pomladi ni več in tako dalje. Zdaj, te besede slišimo tudi od ljudi, od katerih bi to najmanj pričakovali. V Slovenski demokratski stranki je zbrano veliko energije, ki je nastala takrat. Slovenska demokratska stranka je pravna, politična in moralna naslednica dveh nosilnih strank Demosa, Slovenske demokratske zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije. Poleg nas obstajajo še nekatere stranke, ki imajo nekatere neko pravno, nekatere zgolj politično kontinuiteto v tistem času, ampak ne, izven Slovenske demokratske stranke gledano skozi volilne rezultate, število poslancev in tako naprej, kaj veliko ni ostalo. Razlogov je več. En od pomembnih razlogov je v tem, da ne to, da so se delale napake. Vsi smo delali napake, tudi v obeh naših predhodnicah so se delale napake, še posebej v tistih ključnih časih,
ko se je Demos samo razpuščal, ko se ni dalo potem izpeljati tiste odločitve iz Dolskega, da se gre takoj na predčasne volitve, in ko sta pravzaprav obe naši predhodnici šle v tisto koalicijo, prvo Drnovškovo koalicijo z liberalnimi demokrati. To je bila napaka, težka napaka, in naša stranka je to napako drago plačala. Na naslednjih volitvah smo dobili manj kot 4%, komaj smo prišli v parlament in smo morali začeti graditi praktično od začetka. Nekateri ste bili zraven pri tej gradnji in veste, kako je bilo težko, kako smo pač iz neke pomembne vladne stranke padli na stranko, ki je imela 4 poslance v parlamentu, temu ustrezno financiranje, in ko je bilo treba zelo garati za to, da smo po letu 1993 našo mrežo obnovili. Ampak smo jo, in po tistem Slovenska demokratska stranka na državnozborskih volitvah nikoli več ni dobila manj kot 16%. Nikoli več. Pravilno smo dosegli prvo ali drugo mesto. In za ta ponovni vzpon je bilo zelo pomembno to, da smo tisto napako priznali, da smo iz tega potegnili nauk in da te napake nismo ponavljali. Zato je danes Slovenska demokratska stranka edina stranka v Sloveniji, ki ima več kot 10% in je starejša od 2 let. Vse ostale so ali manjše, ali pa mlajše, in tiste, ki so mlajše, seveda nikoli več rezultat ne bodo pred nami. Bodo zelo vesele, če bodo v naslednjem parlamentu. Ker običajno instant stranke, ki nastanejo nekaj tednov ali pa mesecev pred volitvami, in zmagajo potem na volitvah ali pa dobijo zelo dober rezultat, čez 4 leta ne obstajajo več. V Državnem zboru liste Zorana Jankovića, ki je bila zmagovita 2011, danes ni več. Obstaja še baje tukaj pri vas na mestni ravni, ampak temu bi jaz težko rekel stranka. Kako drugo ime bi moral uporabiti, pa ga ne bom. Vse ostalo, kar je izven Slovenske demokratske stranke in ima še določene korenine iz Demosa, pa so tudi stranke, ki so v različnih obdobjih teh 25 let delale napake. Takšne, kot smo jih mi takrat naredili, o čemer sem govoril. Razlika med nami in njimi je v tem, da oni teh napak nikoli niso priznali. Da se je to kar ponotranilo, ker so pač večinski mediji običajno takšne napake zelo hvalili. Ko je recimo 30 poslancev Združene SKD SLS glasovalo za spremembo ustave, zato da so izničili naš napor, ki smo ga kronali z uspehom na referendumu v večinskem volilnem sistemu, je bila to strateška napaka, je bilo to darilo Potrču, Ribičiču, Kučanu, tistim, ki so bili vedno proti temu, da so volitve v Sloveniji neposredne. Stranka je bila strašno kaznovana zaradi tega glasovanja. Iz 30 poslancev so padli na 7. Po 6 mesecih ali pa po 4 mesecih od tistega glasovanja, ampak nismo slišali še nikoli besede iz njihovih vrst, da je bila to napaka. In ker stranka tega ni bila sposobna oceniti kot napako, jih danes ni več v slovenskem parlamentu. Ko zatavaš in blodiš, je najboljše iti seveda na začetek, na križišče, kjer si naredil napako, in izbrati pravo pot. Vsakemu je to na voljo, mi smo to naredili, nekateri drugi niso. In posledice so tragične. In danes Slovenska demokratska stranka tudi če zmaga na volitvah, v tem izvorno demokratičnem političnem prostoru, ki ga je takrat pravzaprav izboril Demos, nima dovolj kredibilnih partnerjev za sestavo večine. In to verjetno tudi marsikakšnega volivca odvrne od tega, da bi sploh šel na volitve. Zaradi tega so tukaj potrebne okrepitve.
In zaradi tega mi na te nove iniciative, ki nastajajo po novih strankah, gibanjih in ki nastajajo, bom rekel, na tistem delu političnega prostora, ki bi ga lahko mirno šteli pod okrilje tega duha demosa, mi to pozdravljamo. Mi to ne jemljemo kot neko konkurenco, ne glede na to, da bo mogoče tudi kdo, ki je doslej volil za nas, volil za koga drugega. Je pa volilni sistem pač tak, da potrebujemo kredibilne zaveznike. Potrebujemo kredibilne zaveznike, ki bodo sposobni med 50% nevolivcev v Sloveniji po zadnjih volitvah. Vsak drugi Slovenec ni šel na volitve, vsak drugi državljan ali pa državljanka ni šla na volitve. Ogromna rezerva je tukaj. Ne? Se pravi, potrebujemo kredibilne zaveznike, ki bodo iz tega velikega bazena lahko na volitvah pritegnili glasove za svoje programe, ki so bolj ali manj sorodni in s katerimi bi bilo po volitvah možno sodelovati. Tako da treba ta politični trenutek, ko se te pobude pojavljajo, razumeti. Teh list in strank ne ustanavljamo mi. Časopisi so polni tega, to so neki sateliti Slovenske demokratske stranke. Seveda oni vedno delajo satelite, ne? Zato pol to tudi drugim potikajo. Tudi če mi hoteli kaj tacga, glede na to medijsko sceno, ne, Slovenska demokratska stranka ne more ustvarjati satelitskih strank. Smo pa tem poskusom naklonjeni in to javno povemo, ravno zaradi situacije, kakršna je. In zaradi tega ne sklicujemo tiskovnih konferenc in obtožujemo druge vse povprek in se bojimo, da bomo pa mogoče naslednje leto imeli namesto 6-5 poslancev. No, to je popolnoma nepomembno. Ne. En več ali manj pri takšni situaciji, kot je danes, ne pomeni nič. Slovenska demokratska stranka ni stranka od včeraj. Ni stranka od včeraj. Stari smo toliko, kot je stara slovenska pomlad. Korenine imamo v vrednotah, ki so ustvarile ta sveti čas slovenstva in omogočile slovensko državo. In pred nami je še vedno isti cilj, kot smo ga imeli takrat. Se pravi, izkoristiti ta instrument, ta pravzaprav božji dar in milost, da ima 2-milijonski narod svojo državo, zato da s tem instrumentom zagotovimo, da bo ta država domovina za vse, tiste, ki živimo v njej, in da bo to domovina, ki bo privlačna tudi za naše rojake v zamestu in po svetu, da bodo vedeli, da je nekje neka matica, na katero lahko vedno računajo in kamor se lahko vedno vrnejo in so dobrodošli. In da so seveda vrednote, ki so takrat prevevale Slovenije in so pravzaprav vrednostni temelj slovenskega naroda, čas, ki nas lahko vedno združuje. To je tudi bistvo našega programa. In mi še vedno delamo za to, da bo ta cilj uresničen. Narejeni so bili nekateri pomembni koraki k temu doslej. Veliko dela pa pač še ostaja. In mi si tudi ne delamo iluzij, da je vse to delo možno opraviti že jutri ali pa že takoj po naslednjih volitvah. Se pravi, Slovenska demokratska stranka ni stranka od včeraj in tudi ni stranka samo za jutri. Za en dan, za en projekt, za en mandat. Na nas morajo še dolgo računati. Tudi tisti, ki nas pravzaprav vsakič, ko vodimo v javnem mnenju, začnejo zelo hitro pokopavati in pri tem uporabljajo ves možni instrumentarij, ki je na razpolago. Torej, hvala vsem, ki ste v teh zadnjih 25 in še nekaj letih v Slovenski demokratski stranki prepoznavali ta cilj, bili pripravljeni prispevati k njegovemu uresničevanju in ki v ta cilj še vedno verjamete. To je, rekel, najbolj sveti cilj, ki ga ima lahko neka stranka pred sabo
in mi odkrito povemo, ne, da mi delamo za to. Mi nismo pragmatična stranka, ki naredi javnomnenjsko raziskavo in vidi tam, ne, boljš bi bilo narediti tako, ker to pač ne pravijo, da večina ljudi podpira. Mi ne sledimo temu. Imeli smo tako stranko, ki je 12 let vodila Slovenijo, v glavnem v napačno smer. Njihov zdaj že pokojni predsednik je velikokrat dejal, da razen pragmatizma nima nobenega drugega cilja, da so pokopališča polna ljudi z vizijami in ostalih ciničnih izjav smo slišali veliko na to temo. Ampak gledajte, danes te nekdaj mogočne stranke ni nikjer več. Obstaja menda nekje nek predsednik, ena pisarna in kopica dolgov. To je vse, kar je ostalo od nekdaj močne liberalne demokracije. Torej mi po tej poti ne gremo, zagovarjamo naše vrednote in ta sveti cilj tudi takrat, kadar smo v manjšini. Velikokrat smo že bili, pa so se stvari včasih tudi zelo hitro obrnile. Običajno do resnih sprememb v družbi pride takrat, ko jih nihče ne pričakuje. Ne pridejo pa same od sebe, zato je treba delati in zdaj, ko čujem ta nagovor z apelom na vse, da naslednjič, ko se naslednje leto zberemo, pripeljete s sabo še mlajše kolege, člane družine, sorodstva. In če nas bo naslednje leto tukaj, recimo še enkrat več, bomo lahko tudi že bolj konkretno govorili o tem, kdaj se bo Osrednji trg v Ljubljani lahko poimenoval po dr. Jožetu Pučniku. Želim vam lepo in prijetno druženje še naprej in ponosno praznovanje 25. rojstnega dne naše skupne domovine. Naj živi Slovenija!